Živijo! Danes zelo aktualna tema, osvežena verzija sivenje sibirskega macesna. Velikokrat nas sprašujete, kako macesen izgleda čez recimo 5 let. Kako macesen si vi? Pa bi se prvo rad posvetil enemu glavnemu vprašanju, a se da sivenje preprečiti? In odgovor je delno. Če želite ohraniti naravno barvo, vam povem, da to žal ni mogoče. Če pa macesen barvamo v nek ton, ne vem, rdeč, rjav, karkoli, se ga pa lahko naolji, pobarva, pa bo potem takšen ostal, ampak boste rabili vzdrževanje. Zdaj pa čisto konkretno, tole je sibirski macesen, grajen recimo 2 tedna nazaj. Zadeva je videti, če čisto lepa, nikjer ni znakov sivine. S časoma, tam kjer je izpostavljen dežju ali pa vlagi, bojo pa začele nastajati take temne, sive lise. Pa pojdimo pogledati, kako to izgleda. Torej, kakšen je sibirski macesen recimo čez 2 leti? Izgleda približno takole. Drugačen je, bolj je sive barve, majčkeno je tudi lisast. In kar je zelo pomembno, ko načrtujete dizajn hiše, arhitekturo, upoštevajte, da bo macesen siv. In nikakor ne upoštevati, da bo naravne barve, ker potem se vam arhitektura, celoten dizajn podre. Recimo tole je primer po 2 letih, surov macesen, brez barve, brez olja. Če je na dežju. Tale varianta je majčkeno višje, iz majčkeno drugačne serije lesa. Lahko dobi tudi takšne črne pikce, ki je prehodna faza. Te pikce bojo sčasoma zginile. Ampak pomembno je, da jih omenim, zato ker ljudje to mešajo z trohnenjem pa gnilobo. To je prehodna faza. To so gljive modrivke, ki se na začetku pojavijo, sčasoma pa zginejo. Tukaj imam pa en drug primer, ko macesen recimo na eni strani oljimo, na drugi strani pa pustimo surovo. In takšna je dejansko razlika. Torej, olje ne bo preprečil sivenja, ga bo pa upočasnil. Pa če približava, upočasnil ga bo do te mere, da so še vedno kakšne sive lise, še vedno so črne pikce, ampak na daleč vse skupaj izgleda kolikor toliko še vedno naravno. Na blizu se pa pojavlja tudi pač vpliv narave. Medtem ko druga stran neoljena je že taka siva, srebrna, ta prava. Tako da spet odvisno. Če želite, da je na začetku lepo, potem dajte oljiti. Če želite, da čim prej posivi, imejte surovo. Če pa je to pod napuščem, recimo hiša, ki ima napušča 1 meter, spodaj postavimo les kot fasado recimo, tam pa lahko, da ne bo nikoli posivel, ker ga dež ne doseže. Torej, če želite naraven videz lesa, ga lahko pod napuščem ohranimo skoraj v prvotni barvi. Kaj še pomembno omeniti, recimo tole so rombletve, se obnašajo zelo podobno. Tako da ja, to je čez 2 leti, zdaj pa gremo pogledati še bungalov, ki je zdaj, mislim, da 4. leto na dežju, pa je bil oljen. Gremo. Tole je sibirski macesen, ki smo ga 4 leta nazaj oljili, pa je direktno na dežju. Kaj se je zgodilo? Posivel je. Olja nismo obnavljali, mogli bi ga vsako leto, pa bi postopek sivenja upočasnili. Ker pa tega nismo naredili, je postal enake sive barve, kot če ga ne bi oljili, sam majčkeno kasneje. Če bi to pogledali, ko je bilo staro 2 leti, bi bilo delno posiveno. Po 4 letih je pa praktično v celoti. Kaj je torej nauk današnje zgodbe? Če boste sibirski macesen sprejeli takšen, kot je, v svoji naravni obliki, da z leti spremeni barvo, če je na dežju, če boste to upoštevali v arhitekturi, bo to zelo hvaležen material in boste z njim zelo zadovoljni. Če pa vam ta barva ni všeč, opcijsko še vedno lahko zbiramo tonirana olja, ampak boste verjetno
mogli vsake toliko časa les vzdrževati. Poskrbeli boste, da bo stilsko tako, kot je vam bolj pogodu, ampak boste imeli z njim pač nekaj več dela. Skratka, les je lep, čuvajmo ga, uporabljajmo ga, naj vam prinese tisto toplino, ki jo v svojem domu želimo imeti vsi. Hvala, se vidimo, čau, čau.